Praznovanje Midsommar je na Švedskem eden najpomembnejših in najbolj priljubljenih praznikov v državi. Običajno poteka v petek med 19. in 25. junijem, ko Švedi praznujejo najdaljši dan v letu, poletni solstici. Gre za praznik veselja, druženja in povezanosti z naravo. Priprave se začnejo že dan prej, ko se ljudje zberejo, da bi okrasili in postavili majski drog, visoko leseno palico, okrašeno s cvetjem in zelenjem, ki simbolizira plodnost. Ta je naslednji dan osrednji del praznovanja, okoli katerega se pleše in poje tradicionalne pesmi. Tradicionalna hrana igra pomembno vlogo pri praznovanju Midsommar. Na mizah se znajdejo vloženi slaniki, mladi krompir, kisla smetana z drobnjakom, losos, mesne kroglice in različne vrste jagodičevja, še posebej jagode, ki so simbol poletja. Tudi žganja in piva na praznovanju ne manjka. Včeraj smo praznovali ta Midsommar in moram reči, da nam je bilo ful všeč, sploh ker smo pač našla nek res lokalni dogodek. V bistvu so bila edina turista, vsaj po tablicah sodeč, ampak je bilo pa vsem ful veliko ljudi. Vse skupaj sicer ni dolgo trajalo, zato ker pa njih to bolj zgleda, tako da po službi pridejo sem in pač plešajo okrog tega droga in kakšno uro pa pol, 2 uri vse skupaj traja. Potem takoj, ko odplešajo te bolj otroške plese, pa se takoj spakirajo domov, ker v bistvu potem sledi še kosilo in praznovanje doma, česar na žalost midva nisva doživela in njihove hrane nisva uspela probati, ampak je bilo pa vseeno ful fajn. Ja, res je ful zanimivo in tudi ful je lepo, ko imajo vse ženske, tudi kakšni moški, te venčke rožaste, tako da res vse ful poletno oziroma spomladansko zgleda. Poleg tega je bil pa tudi včeraj res tak prvi res poleten dan, da je bilo na soncu prav precej vroče, da je bilo za kratke, pa je bilo še zmer vroče, ker prejšnje dni ni bilo tako zelo lepo, no, vse je bilo sonce, ampak tudi dosti dežja, pa dosti oblačno skozi. Včeraj je bilo pa res ful lepo, danes je pa spet deževno, tako da res je bilo kar dobro na ključe. Mi smo zdaj že danes na poti naprej, v bistvu se bomo vrnili nazaj do Unega jezera, kjer smo zadnjič bili, ker je bil res v redu prostor, pa se nama ne zdi, da sva ga dosti užila. Od tam smo se itak odpeljali slabih 20 kilometrov samo, tako da ni predelat za vrniti se, tako da se bomo tja vrnili in verjetno nekaj dni tam ostali. No, včeraj, ko smo se vrnili sem, je bil nekdo že parkiran na unem našem placu, tako da smo se mogli nekam drugam parkirati in danes zjutraj preparkirati.
ko so šli, ampak ja, smo zelo zadovoljni, da smo zdaj spet na tem placu. V bistvu sem jaz danes praznovala rojstni dan, tako da sva pol dneva kuhala, pol dneva pa jedla, tako da je bil kar fajn rojstni dan. Zdaj gremo pa še na sprehod v tej lepi svetlobi večerni, tako da ja, kar fino. Ja, je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio!